Marko, ti si slovenski publiki predvsem znan zaradi Slovenije ima talenta, kjer si bil finalist. Zdaj si prišel iz odra Pop TV-ja v Stožice. Kakšen je ta preskok zate? Moram priznati, da je neverjetno. Jaz sem toliko navdušen, da je Jan to naredil zame in za ostale talente. Mislim, once in a lifetime, res. Hvala Janu, hvala. Res je legenda. Kako ste prišli skupaj? On je imel nastop na finalu Slovenija talent in takrat je vse finaliste, vse pevce in pevke povabil, da pridejo in da z njim skupaj zapojejo. In to pokaže, koliko je velik človek, ker koliko moraš velik biti, da to narediš. Ker on nič iz tega ni dobil, sam je pomagal nama. Tako da hvala še enkrat vsem. Neizmerno hvaležen. Kakšen je bil današnji občutek po koncertu? Če čisto odkrit povem, jaz sem ljubosumna, zato ker ima Jan tako dobro publiko, takšno vzdušje, toliko ene ljubezni, toliko ene topline, veselja, ko stopiš na oder. Jaz bi kar še in še in še. Premalo je bil en komad. Ali lahko mogoče kdaj tudi Marajo pričakujemo v Stožicah? Ja, mislim, jaz podpišem, če prodam to kart kot Jan. Človek, ki mu 10 tisoč, 15 tisoč ljudi je iz roke, ko je sam na odru. Ja, je en lep občutek. Bi lagal, če bi zdaj lažno skromnost se šel. Je neka samozavest, ampak je prigarana. Ni na steroidih. To je 30 let nekega dela, da imaš ti 27 pesmi, ki jih ljudje pojejo od začetka do konca. To se ne more nekomu posrati. To je prigarante. Zdaj okrogle številke so tukaj, 15 albumov, 50 videospotov, drugo leto vam sledi 50-letnica. Kako to, da mogoče s koncertom niste počakali ravno do takrat? Zato, ker sem 2 leti pogrešal publiko, ker moj band si je toliko želel priti na oder, tudi jaz. In to je moj način življenja, jaz ne morem, neki so tudi čustva, ni vse sam racijo. Ne moreš samo vse skalkulirati. Včasih se zaletiš v nekaj in takrat ratejo največje ljubezni, najlepše pesmi.
mogoče neka najlepši večer z družbo, ki ni splaniral. Ni vse racionalno. In ta koncert je bil nekaj takega, ne? Zdaj sledijo verjetno novi koncerti, a ne? In potem, kaj, pauza? Ne, verjetno bomo 2 leti turnejo, nekih 50-60 koncertov. Jaz upam, da COVID ne bo nagajal jesen, res. In potem pa verjetno, kaj vem, kaj bo čez 2 leti, se mogoče pa nomač glasumo. V enem izmed zadnjih intervjujev ste omenil otroka, družino in tako dalje. To si želite, a ne? Ali mogoče potem sledi za to, ali je že čas? Jaz upam, ampak tudi to ne moš tako planirati, kot stožce, ne? Tole ukulele sem kupil pred mnogimi leti in se spomnim, da sem v Ljubljani v prometnem zastoju na rdečih lučeh, ki sem čakal v vrsti, napisal eno pesem, ki jo vsi dobro poznate.